Zapravo ena izmed osnovnih idej je bila, da je zelo koristno imeti svojo stavbo na dlani, na svoji dlani. Se pravi, da lahko opazujemo in gledamo, kaj se dogaja za stavbo. Omogoča vam izjemen pristop do vaših parametrov, tisti, ki nas najbolj nekako dotaknejo, to je temperatura, lahko si uravnavamo temperaturo, vlago, osvetljavo, senčila, žaluzije lahko upravljate temperaturo v bazenu, svojim temperaturo vode v bazenu, lahko zapirate ograjo, lahko z enim preprostim gumbom zgradbo poženete v hibernacijo. Uporabnik z downloada iz iTunesov, verjetno to ni dovolj, verjetno so potrebne kakšne namestitve v stanovanju, povezave z napravami. Definitivno ni dovolj, aplikacija je na storu na voljo free in ko izloada pride do menija, kjer mora pisati uporabniško ime in geslo. Zato govorimo mi o naši aplikaciji v dveh fazah. Najprej je treba sparametrirati na zgradbo, kjer ne gre mimo individualnega procesa. Spravi, ne gre mimo tega, da ne bi nek fizični inštalater, ki dela avtomatiko, povezal zgradbe in nam predal podatke, preko katerih mi sparametriramo zgradbo. In naša ideja pravzaprav pri snovanju je bila, da ne naredimo aplikacije prepametne, temveč da je ta aplikacija enostavna, jasna, uporabna, preprosta. In zaradi tega smo tudi ločili energetski menedžment same stavbe z klasičnim informacijskim menedžmentom. Verjetno je cena odvisna od tega, tudi kakšna je stavba. Absolutno. O ceni je relativno naspredaj. Mi smo nekje rekli za stanovanjske zgradbe nekje od 1500 evrov na zgor, vključeno z mikroserverjem zraven. Medtem ko za nestanovanjske zgradbe tako lahko velikost in cena zgradbe varira tudi cena namestitve ljudje, število podatkovnih točk je različno zgradbe. In je zelo nehvaležno dati kak direkten statement za poslovno zgradbo, za hotel, kakšna je cena.